Pozdravljeni! Med številnimi prazničnimi dogodki je za nami tudi osrednja občinska proslava ob Dnevu državnosti, ki jo v Ormožu običajno povežemo z otvoritvijo festivala Ormoško poletje. Proslava je v Domu kulture potekala minuli petek. Po himni, ki sta jo odpela glasbena gosta, tenorista Blaž Gantar in Mihajl Strniša, je zbrane nagovoril župan Danijel Vrbnjak, ki je povedal: Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Ormož, spoštovani gostje, spoštovane Slovenke in Slovenci. Nocoj smo se zbrali na proslavi ob Dnevu državnosti, kateri nas spominja na zgodovinski trenutek, ko je bila razglašena samostojnost in neodvisnost naše Slovenije. 32 let je minilo, odkar je na naših rogovih zaplavolala naša zastava. Zastava, ki nas je na poti k samostojnosti in neodvisnosti spremljala vse od 26. junija leta 1991 dalje, ko so jo na drog pred Državnim zborom Republike Slovenije prvič ponosno ob zvokih nove državne himne dvignili častniki slovenske teritorialne obrambe. Dan državnosti je naš osrednji praznik, ki ga moramo proslavljati s ponosom. Večstoletne sanje Slovencev o samostojnosti države so se pred 32 leti uresničile. Kar se je dotlej zdelo nemogoče, je postalo stvarnost. Optimizem, složnost, odločnost, pogum in veselje, to so čutili takrat Slovenke in Slovenci, ko smo se zbudili v drugačno jutro. Sicer v istem prostoru novih spominov, dediščine številnih generacij, ki so tu, v tej lepi deželi, našle svoj dom, in v sobivanju skale slovenski jezik. Jezik, ki med Cankar v Korentu pripisal poseben pomen. Saj da v sebi nosi besede praznika, petja in vriskanja, skupne zgodovine naših prednikov, ki so se od tu in tam ustalili v tem gostoljubnem prostoru, si ustvarili dom in ga kultivirali skupaj z naravo. Dan državnosti je pravzaprav dan tudi naše domovine. Ko omenim besedo domovina, na kaj se pomislimo? Je to prostor, kjer živimo? Je to prostor, kjer nas obdaja družina, prijatelji, sokrajani, soobčani, sodržavljani? Je to prostor, kateri nas je naučil maternega jezika? Je to prostor, v katerem želimo živeti in mu vrniti zahvalo vse tisto, kar je dal nam, da tukaj sploh živimo? Ja, domovina je tista, na katero moramo sled vsem odgovorom naprej postavljena vprašanja, biti ponosni in jo spoštovati, katera pa si ne zasluži biti zaznamovana z madeži. Ustvarjati je potrebno složno, enotno in pogumno. S tem bodo ponosni na nas tudi vsi tisti, ki so se borili za našo državo, kot tudi vsi tisti, ki so leta 1991 verjeli v prav takšno prihodnost mlade in neizkušene, a srčne in lepe deželice naše domovine Slovenije. Naša domovina je Slovenija, dom pa je naša občina Ormož. Vse to, kar želimo domovini, želimo tudi mesto in naši občini, v kateri prebivamo. Tudi mi jo soustvarjamo in prispevamo za njeno delovanje. Zrasla nam je v srce in jo nosimo vedno pri sebi. Verjamem, da nam je skupna želja, da skupaj ustvarimo okolje, na katero bomo vsi ponosni. To nam bo uspelo s pozitivnim pogledom, s katerim bomo napravili korake, ki bodo pomembno vplivali na nadaljnje življenje našega dela Slovenije. Skupaj pišemo sedanjost, skupaj začnimo pisati prihodnost. Skupaj sanjamo to, kar želimo, da bi se nam zgodilo, in skupaj sanjamo tisto, kar želimo, da se zgodi tudi našim otrokom. Dragi rojaki, naša življenja so različno prepletena. Imamo svoje poti, na katerih se srečujemo, včasih imamo iste cilje, včasih spet druge.
Tako kot pred 32 leti, se tudi danes ne smemo bati za prihodnost. V to sem prepričan. V Ormožu smo pred kratkim praznovali 4. občinski praznik, praznujemo 750 let prve omembe Ormoža. S tem smo pokazali in kažemo spoštovanje do občine, spoštovanje do kraja, v katerem živimo, spoštovanje do ljudi, s katerim živimo in konec koncev spoštovanje do tradicije našega mesta z bogato zgodovino, katera se že piše 750 let. Zato verjamem, da se bodo uresničile želje vseh nas. To je ustvariti lepo, okoljsko privlačno, varno in mirno, ekonomsko močno in kulturno bogato mesto, v katerem bo dobro vsem nam. Za seboj imamo že obilo preizkušenj. Ni vedno najlažje. Mnogokrat je zelo zahtevno. Ampak vsaka preizkušnja, naj bo še tako velika, je tam zato, da nam da priložnost, da o njej razmislimo in potegnemo iz nje najboljše, kar lahko. Mnoge ovire in mnoge preizkušnje nas utrjujejo. Tako nas, kot posameznike ali kot narod. Tudi v prihodnje delajmo odločne in pogumne korake. Takšne, kot smo jih prehodili v času osamosvojitve. Bodimo srčni v odnosu do naše prekrasne domovine, bodimo ponosni na njo, gojimo domoljubje, ki je znak pripadnosti vsakega naroda. Lahko se samo strinjamo z besedami enega naših največjih pisateljev, Ivana Cankarja, ki je zapisal: po vsem svetu lahko iščemo, a nikjer ne bomo na prostoru, velikem kot Slovenija, našli toliko naravnih lepot, toliko lepih rek, travnikov, gora in jezer, plavinskih goric, kraških polj, širnih gozdov in sinjega morja. Res je, imamo nebesa kot Triglav. Spoštovani, zavedati se moramo, da nikoli ne bomo največji, nikoli ne bomo najmočnejši, lahko pa smo najboljši. Najdaljša pot, ki jo imamo pred sabo, je, da zgradimo mostove zaupanja, da okrepimo sodelovanje in se skupaj vprašamo, kakšno Slovenijo si želimo jutri. Kako hitro pa bomo to pot prehodili, pa je odvisno izključno od nas vseh, ki na tej prelepi slovenski zemlji živimo. Danes je praznik države. V tej čudoviti domovini je dovolj prostora za vse, če se bomo spoštovali in spodbujali. In ga nikoli ne bo dovolj, če se bomo prerivali ali celo izključevali. Tu smo odgovorni za sedanje in prihodnje generacije, da skupaj z ustvarjalnostjo, delovnostjo, podjetnostjo, predanostjo, pravičnostjo, odprtostjo, strpnostjo in poštenjem gradimo našo Slovenijo. Če se bomo pogovarjali in se slišali, če se bomo upoštevali, bodrili in si pomagali, če bomo povezana in solidarna družba, nam je skoraj vse dosegljivo. Naša Slovenija, naša domovina. Iskrene čestitke vsem Slovenkam in Slovencem ob dnevu državnosti. Želim vam lep večer naprej, hkrati pa vas povabim, da se udeležite čim več prireditev v sklopu festivala Ormoško poletje. Po predstavitvi glasbenih gostov in njunem nastopu zapela sta še pesmi Domovini in Slovenecem, je že bil čas za drugo polovico proslave, ki je bila namenjena otvoritvi letošnjega festivala Ormoško poletje. Dogajanja v okviru letošnjega festivala Ormoško poletje 2023, ki prinaša vrsto zanimivih prireditev, zaključi pa se 8. julija s koncertom Jana Plestenjaka, je predstavil direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Andrej Vršič. In sledil je koncert tenoristov Blaža Gantarja in Mihajela Strniše, ki sta svoj nastop naslovila Tenorsko popotovanje.
in obiskovalce navdušila s svetovno znanimi napevi. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Po otvoritvi festivala Ormoško poletje je že naslednji dan bila druga prireditev, in sicer Rožmarinkin festival. Pestra dogajanja za najmlajše občane so potekala v parku, višek popoldneva pa je bil županov sprejem za novorejence v letu 2022. Težko bi se reklo, česar od vsega možnega zabavnega ni bilo minulo soboto v Ormoškem parku. Brata Malek pa itak, da vesta za zabavo otrok odlično poskrbeti, in dejansko so se vsi zabavali. Tudi starši, babice in vsi možni spremljevalci svojih nadebudnežev. Tudi Rožmarinka, ki se je ponosno sprehajala med zbranimi, a tudi pazila, da se komu ne bi zgodilo kaj nepredvidljivega. A so zvezde dogajanja gotovo bili otroci rojeni leta 2022, za katere pa je župan Danijel Vrvnjak pripravil poseben sprejem in jih obdaril s torto in z vedrom Lego kock. K temu pa so udeleženke rokodelskih dejavnosti v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje na Ljudski univerzi dodale še pisane mehke žogice. Vedno se dobro potrudite, to že se vrsto let dela, tako da poleg Rožmarinkinega festivala še najmlajše tudi obdarimo, veliko torto, lepo počastimo in skupaj nekako spraznujemo ta dan. Veliko se dogaja, lepo je videti tudi, da je toliko otrok, staršev, vseh ostalih zbranih tukaj in zato se tudi splača potruditi. Verjetno to ni slučajno, ne, ti sprejemi za te enoletnike pravzaprav. Ja, to smo nekako prišli na idejo, da bi to bilo dobro tudi v naši občini uvesti. Dobro se je prijelo, vedno imamo več kot 40 tudi prijavljenih, tako da je lepo videti te naše najmlajše otroke. To je konec koncev naš največji zaklad. Dobro je, da se vidimo, dobro je, da se podružimo, da se poveselimo in skozi igro nekako tudi spoznamo. Tudi torta bo seveda nekaj je obvezno. Kakšne pa sicer imate izkušnje sedaj v teku vašega mandata? Se dovolj številčno udeležujejo tega sprejema? Se, sicer nas malo ta zakonodaja, bi rekel, jezi, ne moramo poslati direktno pismo, kljub temu, da vemo, kateri so tisti najmlajši otroke v občine, ampak starši se odzovejo glede na naše povabilo v ormoškem časopisu in tako naprej. Pravim, tam okrog 40 vsako leto, bi rekel, prvo leto je celo bilo več, vem, da smo imeli nekaj čez 90 celo, potem je bilo malo zatišja zaradi korone, 2 leti smo potem združili, drugače pa ja, se pravim, okrog 40 se nas bere, tako da jaz mislim, da je številka dovolj velika.
Seveda pa, če pa bi prišli vsi skupaj, vsi, ki so novorojeni bili oziroma eno leto stari, bi pa bilo tega dosti več. Se pravim, mi imamo nekje tako statistiko od 90 do 100 otrok na leto, tako da bi nas bilo dvakrat več. No, morda je sedaj to priložnost, da se pojasni, zakaj, ker so bili očitki, ne, zakaj osebna vabila ne prihajajo. Takšna je zakonodaja, da ne smemo direktno pošiljati pošte, kajti potem bi nam kdo lahko očitil, da pogledamo njegove osebne podatke. Zdaj v naslednje leto bo to malo drugače, poleg tistih financiranj, ki jih damo ob porodu, bi rekel, kar namenja tudi subvencije občina Ormož, bomo tudi eno tako izjavo priložili, tako da starši podpišajo izjavo in se strinjajo, da jim lahko tudi direktno pošto pošiljamo. Do sedaj pa pač potrebno spoštovati zakonodajo in ne moramo pač pošte direktno naslavljati. Še enkrat osebno varovanje podatkov. Veliko zabave vam danes želimo tukaj. Hvala. Tako je dejstvo pojasnil župan za vse tiste, ki pa ste vabilo na sprejem za otroke rojene leta 2022 v medijih prezrli. In ob županu je stala tudi Rožmarinka, kot ste videli, in bdela nad vsako njegovo besedo. Rožmarinka je seveda stara že nekaj več kot eno leto. Rožmarinka, zrasla si od prejšnjega leta. Ja, rožmarinka vedno raste, iz leta v leto bolj. No, kako ti je všeč danes to potikanje tukaj po parku s otroci? Danes je super, ker se polno dogaja, polno je tudi otrok, s katerimi se igramo, brcamo žogo, se igramo na igralu, pa tudi sladkarije jemo, tako da je fajn. No, kot smo videli, tudi na nek način paziš na našega župana. Ja, moram, glede na to, da je to najin oziroma občinski praznik, moramo na drugega paziti. Tako je. In kakšno sporočilo imaš za vse prisotne danes tukaj? Jaz bi jim rad zaželel, da čim bolj uživajo, predvsem danes, pa tudi, da se naslednje leto spet vidimo. Fino, Rožmarinka, pridna bodi. Ni trajalo dolgo, potem ko je župan pozdravil vse prisotne, še posebej pa lanskoletne novorojenčke. Je že rezal torto, ki jo je za dogodek spekla slaščičarka Mihajela Glavica, ki deluje kot Bomitela. Njene sladke dobrote pa itak povsod navdušijo. Pestro dogajanje se je nadaljevalo s skupinsko sliko, ki bo ostala lep spomin na eno veselo, doživeti polno sobotno popoldne pod krošnjami starodavnih dreves v Ormoškem parku. Danes se bomo spomnili še izjemne prireditve, ki je zaznamovala letošnji 4. občinski praznik v Ormožu. Gre za drugo prireditev Najstarodobnik 2023, ki je svojo premiero doživela minulo leto in predstavlja prvo takšno prireditev v Sloveniji. V sodelovanju z občino Ormož jo organizira Veteranska avtomoto zveza Slovenije. Prireditev je požela izredno zanimanje tako med domačini kot mnogimi gosti od vsepovsod. Že dolgo v Ormožu kakšna prireditev ni požela toliko navdušenja in bila tako dobro obiskana kot izbor za najstarodobnika Slovenije. Sončen dan in čar sijočih nekaterih najlepših starodobnih avtomobilov iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Madžarske, Avstrije in Nizozemske ter lokacija pred gradom so bili dovolj privlačni, da se je skozi razstavišče sprehodilo več kot 1000 ljubiteljev starodobnikov, ki so dejansko imeli kaj videti. Razstavljenih je bilo namreč kar 55 vnaprej izbranih avtomobilov častitljive starosti in najpopularnejših avtomobilskih znamk ter 10 starodavnih motociklov. Ideja za takšno prireditev je padla s strani Franca Škrjanca, velikega ljubitelja starodobnih vozil in poznavalca, ki je kar hitro somišljenike našel tako v županu občine Ormož kot v javnem zavodu za turizem, kulturo in šport, a tudi na osnovni šoli Ormož. Namreč na prireditvi so sodelovali tudi osnovnošolci, ki so v teku prireditve risali razstavljene avtomobile.
Na prizorišču je bilo živahno že takoj po odprtju. Če se ozremo okrog, mislim, da pove slika vse, tako da ni sploh škoda besed, ne. Fantastično je, jaz sem prepričan tudi, da gremo po pravi tisti poti, ki smo si jo zarisali. Tako da vsako leto se stopnjuje kvaliteta vozil, letos so res enkratna vozila. S tem, da jih je celo nekaj izpadlo zaradi slabega vremena, ampak to je pač tako, normalno. In upam, se pravim, kot zmeraj se ponavljam, čez 2 leti jaz mislim, da bo to preditev, ki bomo lahko brez problema promovirali vse posod po svetu in da bo Ormož res ena, bom rekel, baza, oaza ali prestolnica res teh klasičnih avtomobilov. In prepričan sem, da bomo uspeli, seveda. Pravzaprav je, to smo večkrat že povedali, to srečanje oziroma ocenjevanje najstarodobnika vaša ideja. Po kakšnem vzoru ste se to spomnili tega ali je to kar tako prišlo? Pa no, jaz ogromno hodim okrog po svetu na te vrhunske prireditve. Seveda bili smo tudi zmagovalci, pa srebrni, pa bronasta v konkursu Elegance Villa d'Este. Seveda, ideja je prišla čisto spontano, ker tega v Sloveniji mi nimamo. In ormoška sama lokacija, grajska pristava z gradom, notri imamo tudi v dvorišču fantastične motocikle. Je tudi zmagovalec Villa d'Este, tisti puh. In seveda, rodila se je ideja in ni težko za eno dobro idejo najti dobre istomišljenike in smo šli v akcijo in to je to. Rezultat je tu, se pravim, sem pa prepričan, da bomo še to dvignili. No, recimo za ženski pogled na vse to je pa seveda oprave, tiste starodobne. Se jih je nabralo kar nekaj, manekenk in manekenov. Ja, kar ljudje so začeli dojemati, ker imamo tudi eno kategorijo eleganca vozila in lastnika. Seveda bo to zmeraj šlo gor, ko ljudje enkrat dojamejo, da to ni maškarada, da je to mlena preditev na enem visokem nivoju, je to čisto logično, da se ljudje začeli dojemati, da to mora biti pač neka pravila, ne pisana, ali pa tudi pisana, bomo rekli. Tako da v redu, jaz pravim, jaz sem zadovoljen, resno zadovoljen in upam, da bo vreme res držalo, ker je bilo bi škoda, že zaradi same prireditve, zdaj avtomobili, če bodo močni, mokri, Bog pomagaj, ampak škoda, da bi to se zdaj nekako resli. Pa tudi vidimo interesa, že zdaj je neverjetno ljudi. Kot je še povedal Franč Krjanec, so letošnjo prireditev obogatili z dodatnimi zanimivostmi. Ne samo, da je prireditev spremljala odlična gostinska ponudba, v dogajanje so se vključili tudi kolesarji na starodobnih kolesih iz Šmartna ob Paki. Iz Zagreba so oblečeni v starodobna oblačila prišli člani kulturno-umetniškega društva Mičevec. Po okolici se je bilo možno popeljati s kočijo in podobno. Za pristno vzdušje pa je poskrbel tudi ormoški sekstet pod vodstvom Slavka Petka. In dejansko je bilo čutiti vzdušje izpred nekih davnih let 20. stoletja. Pa kot je že dejal Franč Krjanec, slika lahko pove več kot 1000 besed. Razstavljena vozila je po 14 kategorijah ocenjevala 4-članska mednarodna komisija. Na delu so bili že od jutra in niso imeli lahkega dela. Kot pravijo, je pri ocenjevanju najpomembnejše sledeče. Najbitnije je da vozilo najbolje priča priču svoga vremena. Znači, ako je očuvano u onom stanju u kojem je prošlo u život do dana današnjega, tim bolje.
Ako je na novo složeno, mora odgovarati što je bolje onom stanju kad je bilo novo, dakle letnik iz kojeg je došlo, a ostalo, znači stvari koje odstupaju, to su onda minusi. Prireditelji so prireditev organizirali s pomočjo sponzorjev. Razen občine Ormož so z donacijami pomagali podjetje Rudi Ekspres, grafika Gracer, oljarna Kocbek in konjeniško društvo Središče ob Dravi. S tem, da pa je glavni sponzor bilo podjetje Fagus Gis Središče ob Dravi, kar pa ni slučajno. Ja, nas zanimajo ta stara vozila in nasploh ti stari tehnični predmeti, tako da bom rekel, smo združili oboje in osebno strast in pa seveda podporo k temu, da se ta dogodek lahko v Ormožu odvija. No in kaj si pravzaprav mislite o takšnem dogodku? Po moje so take dogodki zelo redki in veseli me, da bo tukaj po vsej verjetnosti, glede na to, da je danes že drugič, da bo morda to v Ormožu postala tradicija. Lepotec, ki torej stoji za vajnim hrbtom, je vajin. Kateri letnik je to? Vidimo, da je Mercedes, ne? Gre za model 500K, sicer je modelno leto 1938, ampak to vozilo ni original, je replika originala, ta je pa bil nared 1982. leta. Zelo zanimivo. Kako pa ste ga pravzaprav spravili skupaj? Kako to zgleda po delih ali po neki sliki? Sam sem mislil vozilo uvoziti iz Amerike, iskal sem uvoznika, ampak ob tem, ko sem iskal informacije, sem od znanca dobil informacijo, da tako vozilo že obstaja v Sloveniji, ter sva se z bivšim lastnikom uspela dogovoriti, da je vozilo zamenjalo lastnika. Bravo, in se kaj prevažate z njim? Ja, vendar samo ob lepem vremenu. Urška, si že peljala ta avto? Ne, nisem še polnoletna, tako da še ne. Še ne, ampak všeč pa ti je, ne brž, ne? Ja, to pa. Na kakšen način podpiraš torej očeta, ki ima veliko ljubezni, goji do takšnih avtomobilov? Ja, predvsem, da se tudi jaz prevažam njem, pa da če dobi novo idejo za novi avto, se pač ne pritožujem in sam podpiram. Če se sedeš van, se počutiš kot tista neka dama iz začetka torej 20. stoletja? Ja, seveda, pa tako, kot da bi šla za neko časovno kapsulo, povsem spremeni svoj pot. No, to je tudi čar teh vseh avtomobilov. Si ogledala danes razstavo? Ja, sem že šla par krogov okoli, se ne morem nehati nagledati teh. In kateri ti je še posebej všeč? Pa vsi posebej so, vsi so posebni, vsi imajo tak čar. Višek celodnevnega pestrega dogajanja je bil uradni zaključek oziroma razglasitev najstarodobnika Slovenije za leto 2023. Ocenjevalna komisija je razglasila zmagovalce v 14 kategorijah. Najstarodobnik Slovenije 2023 po oceni občinstva pa je postal Spaček, se pravi Citroen C2, letnik 1961, lastnika Metoda Senčarja iz Ptuja. V Berlinu so se v nedeljo 25. junija končale 16. poletne svetovne igre specialne olimpijade, v kateri je sodelovalo več kot 7000 športnikov iz 176 držav. Iz Slovenije jih je sodelovalo 26. Med temi je bila tudi naša domačinka Lucija Meško. V Sloveniji v gibanju specialne olimpijade sodelujejo že vse od leta 1990. V tem času se je svetovnih iger specialne olimpijade udeležilo že skoraj 300 tekmovalcev iz vse Slovenije. V Ormožu smo na udeležence specialne olimpijade vedno zelo ponosni. Društvo Sožitje pa tudi poskrbi, da jih na olimpijado dostojno pospremimo, predvsem pa, da svečano obeležimo njihovo vrnitev. Nič ni bilo drugače pri atletinji Luciji Meško. Slovesnost ob odhodu je Društvo Sožitje pripravilo v Mestni grabi 8. junija, ko je iz Lucije žarelo eno samo veliko pričakovanje. Tisoče ljudi nam da ljubezen pa
Lucija, si veliko trenirala? Ja, No, kako so potekali ti tvoji treningi? tako, malo smo vodili, malo smo bežali. Pa to. Kaj pa te pravzaprav od vseh športov tako najbolj veseli? Tek. Ravno tek. No, enkrat si že bila, ne, na enih takih igrah, ne? Kje si bila? V Varšavi, ne? Ja, No in kakšen spomin ti je ostal od tam? lepo. Takrat si tudi tekla? Ja, In kakšne rezultate pričakuješ? medalje. Vsaj eno, ne? Ja, No, želimo ti veliko uspeha. hvala. Gospa Marjana, na kakšen način spodbujate hčerko? Ja. Tudi tečete z njo? Tudi tečemo, sprehajamo, kolesarimo, delamo, praktično se gibljemo. No, verjamem, da ste najbrž precej ponosni, ne? Da vseeno pokaže neke dosežke. Zelo, zelo. Kar je vztrajna, se ne brani, včasih prisili, ko moramo telovaditi. Vi na nek način najdete, ne, talente med temi svojimi varovanci. Ja, zdaj po 40 ali skoraj več kot 40 letih dela je že približno veš, kdo je tisti, ki ima poseben talent, v katerega je vredno vlagati in ki se tudi v vsakem primeru hoče potruditi, da bi na svoji športni poti dosegel takšen uspeh, kot je uvrstitev. Tako da ja, vse mora biti zbrano. Ni dovolj samo moja volja, potreben je tudi športnikov talent, trud, sodelovanje staršev, sodelovanje sožitja in potem, ko vse to združiš, pa gre. Kako pa se odloči, kako torej se plasirajo ti športniki na olimpijado? Za svetovne igre specialne olimpijade je potreben dober rezultat na državnih tekmovanjih. Za uvrstitev Lucije je bilo potrebno dobra uvrstitev na atletskem mitingu in na državnih igrah, ki so bile lani. In Lucijo sem pač s pomočjo profesorja Jurčeca sva se odločila, da jo pač pripravljamo za tek na 100 in 200 metrov, ker sva videla, da je tam največ možnosti za uspeh in tako je tudi bilo. Na obeh tekmovanjih je Lucija dosegla zlato medaljo in potem je seveda dosegla maksimalno število točk in ko je bil razpis, ni bilo dvoma. Edini dvom, ki se je meni porajal, je bil ta, da mogoče Lucija ne bo hotela iti. Me je bilo malo strah in sem si pripravila celi kup nekih argumentov, sem se naročila na kavico k Meškovim, pridem v hišo, se vsedem za mizo, nekaj začnem pač tisto, kar sem si pripravila, potem mi je zletelo, če bi mogoče ona šla in je Lucija rekla, da ja. In je to bilo In potem smo dalje trenirali. Luciji je uspešno tekmovanje zaželel tudi župan Danijel Vrbnjak, je čestital za dosežek, da se lahko specialne olimpijade sploh udeleži, z namigom, da smo tako uspešnih športnikov v občini vedno veseli ter ponosni nanje. Potem pa je Lucijin trener Aleš Jurčec že naznanil višek dogodka, ko so vsi zbrani Luciji za spodbudo odtekli en krog. Tudi župan občine Ormož Danijel Vrbnjak in župan središča ob Dravi Toni Jelovica. Poletne svetovne igre specialne olimpijade so v Nemčiji potekale med 17. in 25. junijem. Tekmovalo je več kot 7000 športnikov iz 176 držav, ki so se pomerili v 26 športih. Slogan letošnjih iger je bil Nepremagljivi skupaj. 26 športnikov iz Slovenije je tekmovalo v atletiki, balinanju, plavanju, kolesarstvu, namiznem tenisu, judu in nogometu. Lucija Meško je v teku tako na 100 kot na 200 metrov dosegla 7. mesto.
Tudi sprejem za Lucijo je bil slovesen dogodek. Pripravila sta ga Društvo Sožitje v sodelovanju s krajevno skupnostjo Velika nedelja, kjer je tudi Lucijin dom. Lucijo je dočakala vrsta domačinov in z mentorico ter trenerko Andrejo Resman, ki jo je tudi spremljala v Berlin, Andreja je sicer bila tudi vodja slovenske ekipe atletov, sta z veseljem predstavili svoja doživetja v Berlinu. Posebej pa so jo pozdravili trener Aleš Jurčec, Mojca Zorčič, predstavnica občinske uprave in predsednik krajevne skupnosti Velika nedelja Janko Meško ter Branka Perne, predsednica Zveze društev Sožitje, ki je poudarila, da specialne olimpijade niso samo športna tekmovanja, ampak sta pomembna tudi pristop in trud vseh udeležencev. Pomen iger ni le v dosežkih, ampak v življenjskih izkušnjah športnikov. Temelj so socializacija in enakopravna vključenost vseh drugačnih, povezovanje z gostitelji in spodbuda vsakega udeleženca, da doseže zase pomemben športni dosežek. Lucija Meško je tako zmagovalka, zase in za vse nas. V okviru minulega 4. občinskega praznika občine Ormož je bil tudi dan športa. Začeli so ga ribiči, ki so se že ob 8. uri zbrali ob ormoškem ribniku in kmalu vrgli trnke. Prav tako ob 8. uri pa so s tekmovanjem kegljanju s kroglo na vrvici v Miklavžu pri Ormožu začeli upokojenci. In tako dalje. Ribiška družina Ormož je tudi 4. občinski praznik počastila z ribiškim tekmovanjem, ki ga je organizirala v sodelovanju z Javnim zavodom za turizem, kulturo in šport občine Ormož. Tekmovanje je potekalo ob ormoškem ribniku, z ribiči, kot je bilo videti, pa so tekmovali tudi labodi, stalni prebivalci ribnika, ki pa jih številčna družba, kot je tudi bilo videti, ni preveč motila. Gotovo, da je ulova bilo za vse dovolj. Odvisno pač od znanja in predvsem spretnosti ribičev. Skupaj 33 ribičev je tekmovalo za prehodni pokal občine Ormož, s tem, da so podelili tudi pokale ekipam, ki so osvojile 1., 2. in 3. mesto. Razen ribičev iz ormoške ribiške družine so se tekmovanja udeležili tudi ribiči iz ribiških družin Markovci, Borovci, Gorišnica, Varaždin in Cestica. Tekmovanje je potekalo od 9. do 12. ure. Ribe pa so najbolj lovile ekipama ribiške družine Ormož, ki sta zasedli 1. in 2. mesto. Prvi so ujeli 60 kg rib, drugi pa 41. Tretja pa je bila ekipa športno-ribolovnega društva Markovci, ki je v določenem času ujela za 40 kg rib. Ravno tako ob 8. uri pa so s tekmovanjem v kegljanju s kroglo na vrvici začeli upokojenci. Letošnje tekmovanje za pokal občine Ormož je potekalo v organizaciji Društva upokojencev Miklavž pri Ormožu na tamkajšnjem kegljišču. Tekmovalo je 18 ekip, 9 ženskih iz Društev upokojencev Miklavž, Ormož, Središče, Podgorci, Velika nedelja, Ivajnkovci, Kok, Sveti Tomaž in Gorišnica, ter 9 moških ekip iz Društev upokojencev Miklavž pri Ormožu z 2 ekipama, Ormož, Središče, Podgorci, Velika nedelja, Ivajnkovci, Kok, Sveti Tomaž in Gorišnica. Najboljše 3 ženske in 3 moške ekipe so prejele pokale, najboljši 2 ekipi pa tudi prehodni pokal. Med moškimi je prvo mesto osvojila ekipa Sveti Tomaž. Drugi so bili kegljači iz Središča ob Dravi in na 3. ekipa iz Ormoža. Med ženskami so se najbolje odrezali ženska ekipa z Gorišnice, na 2. mestu so bile kegljačice s Koga in na 3. Ormožanke.
S tem, da pa za prehodni pokal tekmujejo samo društva iz občine Ormož. V seštevku skupaj podrtih kegljev sta prehodni pokal osvojili ekipi Društva upokojencev Ormož. Razen tekmovalcev se je na prizorišču zbrala tudi vrsta navijačev, v glavnem pa tekmovalnega vzdušja, a tudi dobre volje ni manjkalo. S pričetkom ob 9. uri se je na teniškem igrišču v Ormožu pričel tudi teniški turnir za pokal občine Ormož. Turnir je v čast 4. občinskega praznika organiziral Teniški klub Ormož v sodelovanju z javnim zavodom za turizem, kulturo in šport občine Ormož. Tako so se zbranim tekmovalcem uvodoma pridružili tudi župan Danijel Vrbnjak, podžupan Zlatan Fafolič in direktor javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Andrej Vršič. Za pokal je lopar vrtelo skupaj 30 tekmovalcev. 28 jih je bilo iz ormoškega teniškega kluba in 2 iz okoliških. Tekmovalni pari so bili mešani, kar pomeni, da sta se v igri lahko pomerila tudi ženska in moški. Pare so določili žrebom. Prav tako je žreb določil tekmovalne pare v finalni igri. Prvo mesto je osvojil Rok Seljak, ki je odnesel tudi prehodni pokal občine Ormož. Na drugem mestu je pristala odlična Mateja Kovačič in na tretjem Gorazd Mušič. Že od jutra je bilo živahno tudi na nogometnem igrišču v Ormožu, kjer je prav tako v organizaciji občine Ormož, javnega zavoda za turizem, kulturo in šport ter nogometnega kluba Ormož potekal nogometni turnir med ekipami krajevnih skupnosti v občini, in sicer za pokal občine Ormož. Prijavljenih je bilo 6 nogometnih ekip, iz vsake krajevne skupnosti po ena, kar pomeni iz krajevnih skupnosti Ormož, Velika Nedelja, Podgorci, Kok, Ivanjkovci in Miklavž pri Ormožu. Kot je to običajno, so tekme potekale po sistemu vsaka ekipa za vsako. Sledi polfinale in finale. Zmagovalka turnirja je bila nogometna ekipa krajevne skupnosti Velika Nedelja, drugo mesto je dosegla ekipa Miklavž pri Ormožu in na tretjem mestu so pristali Ivanjkovci. A so blesteli tudi nogometaši iz krajevne skupnosti Podgorci, ki so bili četrti, ter iz krajevne skupnosti Kok, ki so pristali na 5. mestu. Gotovo pa nogometna ekipa krajevne skupnosti Ormož, ki je pristala na 6. mestu. Prehodni pokal občine Ormož je letos iz rok ekipe krajevne skupnosti Ivanjkovci prešel v roke ekipe iz krajevne skupnosti Velika Nedelja, ki je torej bila nepremagljiva. Po zaključenem nogometnem turnirju med ekipami krajevnih skupnosti v občini se je dan že prevesil v nogometno popoldne, ki pa je prineslo nogometno tekmo med ekipo javne uprave in ekipo gospodarstvenikov. Ekipa uslužbencev občinske uprave je zaigrala pod vodstvom župana Danijela Vrbnjaka in ekipo gospodarstvenikov v občini je vodil podjetnik Mitja Lukner, ki je sicer tudi predsednik nogometnega kluba Ormož. Tekma je verjetno predstavljala višek celodnevnega športnega dogajanja v okviru 4. občinskega praznika in je dejansko bila pravi spektakel za nogometne navdušence na tribunah. Ekipi sta dali vse od sebe, ampak se je izkazalo, da gospodarstveniki vse bolje in bolje zabijajo gole.
Drugo mora igrati da plavi daju gol. Podaljšek na podaljšek. Glede na lanskoletni rezultat, ki je bil neodločen, so letos odločno premagali javno upravo z rezultatom 6-0. Tako, to je bilo nekaj za pokušino izmed vseh dogodkov, ki smo jih zabeležili v minulih dneh, oziroma v okviru 4. občinskega praznika v Ormožu in v okviru prazničnega leta 750-letnice prve pisne omembe Ormoža. V teku so dogajanja v okviru festivala Ormoško poletje 2023. Vsega bo, tako da se nam le pridružite tudi čez teden dni. Vse dobro vam želimo in srečno do prihodnjič.